Na letošnji paradi učenja govorimo o talentih, o tem, kako jih razvijati, kako jih prepoznati in kako živeti v skladu z njimi. In kdo drug kot naš tokratni gost pred kamero, Aljoša Bagola, je pravi človek za to, da ga povprašamo, kako razvijati, prepoznati in živeti v skladu s svojimi talenti. Hvala za vprašanje, ki je pravzaprav zagotovo tak sveti gral izpolnjenega, kakovostnega življenja. In če besedo talent premečemo, pridemo do besede latent, kar pomeni, da so naši zakladi, naši darovi včasih skriti in da se moramo do njih prebiti. In velikokrat to naredimo že z otroško razigranostjo, z otroško neobremenjenostjo in z našim čudenjem nad svetom, ki je pravzaprav tisto, kar nas krepi, tisto, kar nas radosti in nam vbrizgava pravzaprav veselje v naše možgane in pravzaprav v sleherno celico našega telesa. In zato pravzaprav je to raziskovanje, kaj je tisto, kar je naše, nekako prepredeno za tem našim notranjim glasom, glasom intuicije, ki nas nekako vedno navigira skozi življenje, ampak smo jo v sodobnem času pravzaprav prepustili, da tam malo zakrkne. In zato radi posnemamo in se primerjamo z superzvezdniki. In pravzaprav danes 7 milijard ljudi posnema zelo malo število nekih vplivnežev in se ravna po njihovem izročilu, po njihovih priporočilih, kar je pravzaprav na škodo edinstvenosti, ki jo vsak izmed nas nosi. Kot pravi Aristotel, je naš poklic tam, kjer se naši talenti srečajo s potrebami sveta. In vse prevečkrat izhajamo zgolj iz potreb sveta, se pravi, kako bom imel dobro službo, dobro plačano službo. In v tej zmoti pravzaprav pozabimo na ta prvi del, da je pa seveda naš talent mogoče nekje drugje, tudi na področju, kjer nam nekako starši prišepetavajo ali pa kar ukazujejo, da pa naj se tistega izogibamo. In to je lahko pravzaprav na veliko škodo naše kasnejše sreče. Zagotovo pa tudi v življenju prehajamo skozi različne faze in v enem obdobju so nam všeč določene stvari, v drugem obdobju se najdemo v tem in tem, mogoče v športu, v kakšnih glasbenih aktivnostih. In potem je pravzaprav ta nek fil rouge oziroma rdeča nit naše strasti nekako vedno na preizkušnji. In zato si moramo dovoliti tudi ta obdobja eksperimentiranja, preizkušanja meja, kje smo, kaj bi počeli, s kom bi se družili, kaj nam odgovarja. In na koncu se pravzaprav to izkristalizira v tisto, za kar smo tu. In jaz sem svoje zgodnje uspehe pravzaprav ustvaril na področju oglaševanja, kjer imam za sabo več kot 20-letno kariero, več kot 150 domačih in mednarodnih nagrad in veliko nagrajenih kampanj, ki še danes kraljujejo na lestvicah priljubljenosti, všečnosti in tudi učinkovitosti. Ampak sem po izgorelosti pravzaprav ugotovil, da moram stopati po drugačni poti. In ta pot je zdaj pot pravzaprav predavateljstva, pisateljevanja in ukvarjanja mogoče z kreativnostjo na drugačen način, ampak sem še vedno v stiku z njo. In pravzaprav je to zelo pomembno, da si dovolimo, da naša kreativnost poganja pravzaprav našo strast in da je nikoli ne zapremo pipice. Ker če si prepovemo kreativnost v svojem življenju, bo našim talentom pravzaprav trda predla. In če tudi bomo imeli, dobro plačano službo ali pa recimo čisto spodobne odnose, bomo še vedno nekje, potrti, nezadovoljni, nesrečni in se bomo spraševali, zakaj je tako. In potem bomo prst uperjali v druge in bomo rekli, ti si kriv za mojo nesrečo, ti si tisti, ki me ovira pri tem, da bi bil to in to in to. In tako pravzaprav se zapletemo v neko kolobocijo razlogov, vzrokov, ki pravzaprav niso resnični. In dokler si dovolimo ta poglobljen stik z samimi sabo in ko pravzaprav tisto, kar počnemo z nasmehom in radostjo in v tistem trenutku še ne
prinaša denarja, si zaupajmo, ne? Ker pravzaprav denar je vedno posledica, ne? Se pravi posledica naših strasti na poti, ki je naša pot. In ko si tu zaupamo, ko tu sprejemamo svoje odločitve, delamo svoje izbire, pravzaprav odraščamo v svojo srečo. In vem, da imaš mnogo talentov. Kateri je pa tisti tvoj najmočnejši, ki bi ga izpostavil? Zdaj, kot vidite, veliko govorim in pleteničim in že od nekdaj si pravzaprav dovolim biti pripovedovalec zgodb. Že pri 4 letih sem povedal svojo reinterpretacijo Rdeče kapice, kjer volk na koncu pokonča lovca in ne obratno, ker so bili volkovi že od nekdaj ljubi. In to je mojega očeta tako navdušilo, da se je gromko smejal pri tem in me pravzaprav tudi nekako opogumilo v smeri, da to pravzaprav nekako, da ta svoj talent razvijam naprej. In potem sem svojo kreativnost izražal tudi skozi glasbo. Imel sem veliko glasbenih skupin, projektov, sam delal glasbo in to počnem pravzaprav še danes. Potem sem oglaševalsko kreativnost zamenjal z pisateljevanjem, ker svojo kreativnost pravzaprav vsak dan sprožam skozi besede, skozi premetanke, skozi iskanje novih, drugačnih pomenov, ki navdušujejo bralce in so jim pravzaprav v uteho, v motivacijo in v bodrilo, kar je pa povezano z mojimi vrednotami. In pravzaprav so vrednote tiste, ki nekako predstavljajo temelj te naše poti edinstvenosti. In če smo tudi v stiku z svojimi vrednotami, bosta naša kreativnost in edinstvenost pravzaprav vedno usmerjeni v pravo smer, izpolnjujočo smer, tista, ki pravzaprav ne koristi samo nam, ampak tudi prinaša dobrobit v skupnost, svet in vse ostalo. Aljoša, hvala in veliko dobrih zgodb še želimo. Hvala enako in isto želim vsem.